Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije vpisala v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti. Raziskovalna skupina se bo imenovala Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika. Njegov vodja, Matjaž Juhart, je za uspešno nadaljevanje raziskovalnega in znanstvenega dela izpostavil nujnost sistemskega financiranja razvoja slovenskega znakovnega jezika. To financira do sedaj fundacija FIHO in v zadnjih nekaj letih z izrednimi, izrednimi sredstvi pa tudi za kulturno ministrstvo. Zato nam tudi do njihovih uporabnikov. Vsekakor, da znakovni jezik ima enakovredno mesto kot katerikoli drugi jezik v Republiki Sloveniji, ki se ga tako prizna. Z tega vidika govorimo o slovenskem jeziku. Dostikrat ga nekdo uporablja še kot neko metoda pri pomoči za komunikacijo. Ni. Center slovenskega znakovnega jezika je sigurno velika pridobitev za naš slovenski kulturni prostor in končno tudi izobraževalni. Mislim pa, da je cilj za to družbo, da postanejo potrebe gluhih in naglušnih bolj znane v slovenskem okolju. Čeprav je danes poseben dan, na katerem bomo se spomnili, kakšno pot smo skupaj odhodili in kam nas vodi pot v prihodnje na področju slovenskega znakovnega jezika, je pomembno, da omenim, da danes ne bi bilo brez vseh posameznikov, vseh vrst in danes niso vsi prikriti. Hvala vsem za prehojeno pot in veselim se novih izziv v prihodnosti. Je delovanje Centra za razvoj slovenskega znakovnega jezika in pa sploh njegova vključitev v raziskovalno in razvojno dejavnost na Agenciji Republike Slovenije res samo posledica in rezultat dosedanjega delovanja. Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika bo postal osrednja slovenska institucija za znanstveno, izobraževalno, svetovalno in založniško dejavnost. Nadaljevali bodo izdajanje učbenikov in učnih pripomočkov, posodabljali bodo slovar slovenskega znakovnega jezika, ki je že na voljo na spletnem naslovu www.zveza-gns.si in kot brezplačna mobilna aplikacija. Izvajali bodo tečaje slovenskega znakovnega jezika in usposabljanja za izvajalce tečajev. Postavljen sistem bomo nadgradili z novimi vsebinami in projekti. Verjetno ste vsi strinjate, da gre za dolgoročno delo, ki pa odpira veliko možnosti in te možnosti bomo poskušali čim bolj izkoristiti. Hvala. Razvoj slovenskega znakovnega jezika sicer poteka na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije že skoraj 40 let, zdaj pa bo dvignjen na znanstveno raven.
slikovitega jezika je naša slovnica. V vaših glavah je, odkrite jo. V vaših rokah je, ne gubite jo. Hvala lepa. Center za razvoj slovenskega znakovnega jezika bo nadaljeval izdajanje knjig v znakovnem jeziku. Pravkar je izšla 5. knjiga Žiga Špaget gre v širni svet. Izdelali so tudi didaktično igrico Znakolov, ki je namenjena spodbujanju učenja znakovnega jezika. Januarja bodo objavili tudi brezplačno igrico Kraljična na zrnu graha, ki si jo boste lahko naložili na pametne naprave. Simbol Centra za razvoj slovenskega znakovnega jezika je mednarodni znakovnojezični znak za Rad te imam. Maskoti centra pa bosta morska deklica Ariela in zmajček, ki za sporazumevanje uporabljata znakovni jezik. Želja Centra za znakovni jezik je, da znakovni jezik čim bolj prodre v vse pore družbe in da postane najbolj priljubljen jezik za učenje pri nas.